Lep pozdrav še enkrat vsem skupaj. Veliko veselje mi je, da danes smemo tukaj na tem že tradicionalnem srečanju v soboto dopoldan, tukaj v Ptujski vinski kleti, pozdraviti osrednjega slovenskega gosta festivala. Letos je to nam vsem izjemno dobro poznan, cenjen Milan Jesih. Kot doslej je tudi njemu išla knjiga pesmi zbrane zbirke, o kateri bomo danes poleg Milana v moji malenkosti spregovorili še Marko Bandelj, moj levi pisec spremne besede v tej knjigi. David Bandelj. Marko, to je bil zelo lapsus. Ja, ne bi, iz polja notranje varnosti raje prestopimo na polje notranje relativnosti, kar verjetno je poezija. David Bandelj in pa David Pedrač, oba pesnika in odlična poznavalca, kot rečeno, Milanove poezije. Za vse, predvsem tuje avtorje in poslušalce, ki še niste mogoče imeli priliko se soočiti s to izjemno poezijo, par čisto kratkih oznak, ki bodo seveda nezadostne, ki bodo v svoji srži zgrešile to, kar želim povedati. Milan Jesih je edinstven otok na slovenskem pesniškem arhipelagu. Je nekdo, ki je v zgodnjih 70-ih letih nastopil izjemno prepoznavno z pesniško zbirko, kjer že naslov marsikaj pove, Uran, Vorino, Gospodar. Pripisovali so mu pesniški ludizem, modernizem. Nasploh je Milan pesnik, ki je kljub različnim pesniškim metamorfozam, skozi katere je šla njegova poetika, bil vedno deležen ogromnega števila literarno-teoretskih oznak. Mogoče zato, ker se sam temu zelo spretno zoperstavlja, kot bomo kasneje verjetno tudi v pogovoru videli, niti malo ne nastopa v bistvu z neke hiperteoretske pozicije, ampak dejansko kot polnokrvni ustvarjalec. Svojim zasebnim pesniškim imaginarijem in tudi zasebnim načinom govoriti o poeziji. Iniciacijski zbirki so v 70-ih sledili zbirke Legende, potem pa dve zbirki, ki sta po svojem verzni strukturi na nek način šli v zgodovino slovenske poezije kot mogoče najdaljši slovenski vers, Kobalt, predvsem pa Wolfram. Wolframov so ti verzi res takšni, da so običajno knjige, pač izvirne knjige so bile tiskane obratno, tako da so se brale na široko. Potem so sledila usta, kratki, lapidarni izreki, kratke pesmi in za njimi v koncu 80-ih, začetku 90-ih dejansko tisti del pesniškega opusa, ki je Milana na nek način popolnoma zapečato med bralci, soneti, prvi in pa drugi, dve pesniški zbirki, ki sta bili obe bestsellerja, o katerih so se tako razpisali najbolj petični kritiki kot najbolj uživaški bralci poezije, ki jim ni mar do končnih oznak poezije in kjer je na nek način forma soneta, ki je skozi zgodovino bila seveda zmeraj kraljevska forma slovenske poezije in ki je se zdela popolnoma iztrošena, našla neko popolnoma svežo novo artikulacijo z Milanov
iskrivostjo, igrivostjo, ironijo, citatnostjo. Skratka, Milan kot nekdo, ki je dejansko mojster slovenske besede in tudi njenih formalnih potegavščin, če temu tako rečem. Skozi 90. vse doslej so sledile potem še zbirke Jambi, tako rekoč, in pa Mesto 100, ter ki so vsaka zase predstavljajo svoj univerzum, ki imajo tudi svoj formalni nek ključ. Jambi, kjer so tercine na nek način skoraj da v celoti umanjkale, kjer se je mogoče pesniški subjekt umikal malo v bolj melankolične, otožne glasove. Mesto 100, ki je na nek način omaž imaginarnemu mestu, ki bi lahko bila tudi Ljubljana, pa ni mus. Nima tramvaja. Nima tramvaja. Vsaj ne danes, ne. Vse do zadnjih pesmi, ki so pristavljene tej zbirki v dveh razdelkih. Eno so pesmi, ki so izostale iz drugih zbirk, pesmi mimo zbirk in pa pesmi iz naslednjih zbirke. Doslej še neobjavljene pesmi, čudovite pesmi, ki bodo kot zbirka zagledale luč sveta prihodnje leto. Izbrane zbirke je naslov, zelo zvočen naslov te izdaje. In jaz bi mogoče za začetek postavil Milanu naslednje vprašanje. Zbirka zbirati, nekaj zbiramo, nekaj se nabere. Nekatere od tvojih pesniških zbirk si seveda napisal in izbral sam, ampak razporedili so pesmi v njih tvoji pesniški kolegi, Veno Taufer, Andrej Inkret, kar pomeni, da je ta zbir na nek način zunanje zamejen, ampak po notranji dinamiki so ustvarjen še od nekega zunanjega pogleda. Po drugi strani pa gre vseeno, vsaj v tem naslovu, ki ga jaz berem programatsko, te knjige, zbrane zbirke, za akcent na posameznih knjigah, na posameznih zbirkah, na posameznih zbirih kot take. In me zanima, in tudi, mislim, same pesniške zbirke kot take so običajno grajene res kot z nekim individualno podobo, v individualnem tonu, v individualnem formalnem pristopu, tudi imaginarju včasih. Me zanima to kardinalno razmerje, posamezen vers, posamezna pesem in pa zbirka na drugi strani. Zgodaj sem opazil, da je to pomembno in se spominjam, da sem pri prvi knjigi, hkrati, ko sem izbiral, tudi določil zaporedje, takrat mi na misel ni prišlo, da bi lahko koga prosil za pomoč. Potem se pa leta 85 z ust izgovoril, da sem imel veliko pesmi, ampak sploh nisem vedel, kaj z njimi, kako jih začeti. In glede na to, da mi je kolega in že takrat lahko rečem prijatelj Taufer se je pohvalno izrazil v enih dveh mojih objavah, drobnih, ki jih je opazil, sem se potem drznil prositi, da je knjiga v redu. Zelo podobno je bilo z soneti, na eni vožnji, ki jih pa prej nisem objavljal, ampak sem jih javno bral in sem jih enkrat bral, ko smo bili skupaj, spomnim se, da je bil še Ligo, pa enkrat naprej se pa že ne spomnim več dosti. In so jih potem kolegi na vlaku gledali in se tudi smejali nekoliko. In se je enkrat, kar mi je bilo seveda zelo dragoceno, podobno pohvalno izrazil o tem,
in sem si pa drznil njega prositi, če bi, in to je bila ena sjajna poteza, ki je knjigo res skomponiral, pravzaprav naredil knjigo, ne, mislim, ta knjiga se potem začne z verzi, ne vem, če bom sploh znal povedati, in to je sonet, ki ga niti nisem opazil, no, vse zadnje je bilo 90 sonetov tam, da bi lahko bil začetek. No, in mislim, da je sjajno skomponiral knjigo in tudi potem naslednjo. Potem pri Jambih sem pa imel občutek, da kar stoji tako kot je in sem samo posamezne malo zamenjeval. In podobno je bilo pri tako rekoč. In pol mi je greben zrasel, ne, pri mestu 100 sem pa zelo nezadovoljen za povrstjem pesmi. Tako da ne vem, kaj bo z knjigo, za katero pesmi zdaj nastajajo. Je pa gotovo res, da si ne bi želel izdati, čeprav tiste potem drugače gleda, ampak kakšnega naključnega izbora. Na misel mi je prišlo, ker smo svoj čas videli knjige pesmi v škatli na kartončkih, ampak to je pa drug, da bi pa recimo rekel, izžrebemo vrstni red, se mi zdaj pa ponižujoče za pesmi, in mislim, da je prav, da je zbirka premišljeno sestavljena, to zapovrstje je važno. Če ravno ni po drugi strani, z drugega zornega kota, bistveno, ker vendarle imam občutek, da je pomembna vsaka pesem zase in tudi, kadar delam to pesem, ne pa te knjige, pa ne pa tega dela knjige, ne pa pesmi za tretjo tretjino knjige, ne, posamezno pesem. Ne znam drugače misliti. Spomnim se, imel sem veselje, da smo parkrat bila na kakšnih pesniških popotovanjih, skupaj vandranjih. In se spomnim, da si dostikrat rekel, vidiš, recimo na Kitajskem je bilo tako, pa se je splačalo priti, imam 2-3 začetke. Ja, no, pač, to je, se vemo, vsak ima individualni način dela, mene začetki zelo nerad karkoli mistificiram okrog tega, tega dela, ampak začetek pride sam, to je jasno. Naprej se pa mučam, tudi kakšno reč moramo pustiti ali pa mora počakati. Ampak začetek pride nekako sam, najrajši takrat, kadar o ničemer ne razmišljam, najrajši nekakšni božni, zato tudi zbežijo, ker takoj, ko sem si sposodil en diktafonček, ki so nehal prehajati, zdaj si lahko kakšnega zapomnim, kakšen pa seveda uide. Ampak potem, ko imam začetek, nekako se pravim, da mi je mučno to tako malo mistično govoriti, ker to ne verjamem, ne, ampak sam pride, ampak tudi pove, da hoče najdeti svoj nadaljni tek in da bo iz tega pesnica. Ne. Zdaj, ali je pa to tako, da seveda spet bi se rad izognil mistificiranju, ampak že desetletja želim, počnem čas bi rad vedel, kaj počne. Kljub temu, da nisem prav cerebralen tip, da se nimam za prav pametnega, vendarle vrtam v to smer in v bistvu mi je zoprn po svoje, ne vem, kaj delam, je vse skupaj ena spretnost, a sem samo toliko spreten, je tle pohendlo, moj bog, se je to prihaja od zgora, kaj nimam pojma. Pač si razlagam, da se tle odzate eni programčki tečejo sami, pa da malo pomaga, čeprav seveda moram biti zraven in skrbeti za, ker pesem je tehnično samo niz besed,
moram skrbeti, da bo naslednja ali pa naslednje 4, da bo v enem sozvočju, da bo imel vse skupaj toliko pomena, da bo imel vse skupaj toliko zvena, da bo vse skupaj toliko intrigantno na svoj način, ne govorimo o všečnosti, ampak da bo iz tega se skomponirala ena pesem, ki so pa potem lahko v zelo podobnem času, v zelo kratkem času, zelo raznolike. Svoj čas sem se pa bal zelo hitro pisati, ker sem se preveč navijal okrog enega, bolj tematsko, kako drugače vzeti jedra. In zdaj imam pa občutek, da lahko v 2 mesecih napišem, kar je tudi približno maksimum 4-5 zelo različnih pesmi. Ja, to je ta zgodba začetki. Mislim, začetek pride nekako en ritem prikliče, ene besede, res mi je mučno o tem govoriti, ker je reč malo mistična, no, zagonetna pa gotovo. Pa so začetki nedotakljivi? Ne, sploh ne, začetek je lahko pol tudi ven, ampak inicira, ne. Več del pa ostane začetek, pa se pa mečkam pač na način teh permutacij besed, možnih substitucij vsega tega, vse te verzne aritmetike lahko nastane kaj čez drugega. Recimo ena pesem, ki mislim, da je tudi objavljena tukaj med prostite, Marani Grodičem, je bila najboljše gate, kar sem jih kdaj nosil. Zdaj pa edina kapa, ki sem jo kdaj